Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes so posebne energije. 3.3., polna luna, pa še ognjeni konj. Mogoče se vam na polno dogaja in za trenutek se samo ustavite in vdihnite. Zavestno si recite: vdihujem mir, izdihujem napetost, vse je v redu. Točno tukaj sem, kjer je prav za moj dušni napredek. Vse se ureja, vse bo v redu, vse je v redu. Delujem skozi mir. Vdih, izdih in naj gre dan naprej. Tako, pomembno je, da se vsake toliko časa ustavimo in majčkeno zadihamo. No in prav s tem namenom vas vabim, 6.3. imam predavanje na dvorcu, v dvorcu Visoko, Poljanska dolina. Govorili bomo o koreninah družinskega debla, govorili bomo o hormonih, o tem, kako telo potem, ko smo celi razštelani, kako komunicira z nami, in to itak veste, kako komunicira z nami, ampak predvsem, kako počistiti, zmanjšati posledice, tako vzorcev družinskega debla, vzorcev staršev, kako odpustiti staršem, kot tudi s praktičnimi vajami, in to bo moja hčerka Sara pokazala, aktivirati limfo in sprostiti nakopičeni stres, ki se je zapisal v mišice. Tako da, vem, da bo dober. Imeli smo že eno predavanje na dvorcu Visoko, v dvorcu Visoko, in bila je tako lepa energija, tako srčna energija, pač krasno bilo. Tako da, vabljeni, to je v petek zvečer oziroma v petek popoldne ob 17. uri 6.3. Zdaj pa glede na to, da so danes tako močne energije in verjamem, da jih vsi čutimo, lahko se zgodi, da padete v nek stres. Moram to, nisem še to, moram teči tja. Glejte, ko so napete energije, se ustavite. A vam povem, kaj se je meni leta nazaj zgodilo, res leta nazaj. Prav ta moja hčerka Sara je bila stara mogoče 1 leto. In je bilo tako: moram še to narediti, moram še ujeti pošto, ker je odprta do 6. In kaj se je zgodilo? Ker sem hitela, dejansko se je zgodila malo stran od doma prometna nesreča. Dobesedno me je življenje ustavilo. In potem je vse lahko počakalo. Pač ni bilo meni nič, razen to, da sem se ustrašila, razbila sem avto, ampak enostavno življenje me je hotelo počasniti. Moram. In vse je počakalo. Zato takrat, ko smo najbolj na tem ta mora, takrat se ustavite, takrat zadihajte, takrat si vzemite par minut in popijte, ne vem, eno kavo v miru. Usedite se nekam in zadihajte. Odprite eno knjigo ali pa vzemite karte Prehod v novo dobo in potegnite nekaj sporočil, enostavno preberi sporočila, dovolite, da ta energija pač nekako vsrka vaša duša to energijo in da lahko potem delate naprej. Ker če ste preveč v tempu, se vam lahko zgodi tako, kot se je meni leta nazaj. Ali pa zdaj se spomnim na eno drugo gospo, ker vem, da je bila ne na 5, je bila na 6, ves čas akcija. Dejansko ona je pa imela hujšo lekcijo, ravno tako prometno nesrečo, ampak je bilo tako, da je njeno okrevanje potekalo več kot 1 leto. Pač nihče od nas si tega ne želi. Tudi recimo, jaz to uživam v smučanju. Res, to je nekaj, kar je tako, ko pojem, in letos sem uspela celo enkrat iti smučati. Super. No, ampak v glavnem, ker se zavedam, ravno tako pri smučanju kupiš karto, pa rečeš: ja, moram izkoristiti, danes je tak dan, moram izkoristiti. Ne. Ko noge rečejo dovolj, se usedeš in greš na čaj in se sončkaš in martinčkaš in uživaš. Pač enostavno prekineš. Zato, ker toliko zgodb poznam ljudi in tudi vi sigurno kakšnega, ki se je ponesrečil pri smučanju, ko je blizu: moram še eno, ta zadnjo rundo. In prav pri ta zadnji rundi se je nekaj zgodilo. Zato pač takrat ta zadnjo rundo
greš sedežnico dol, če si utrujen. Pač ne smučaš do konca. Ta zadnja runda je tisto, še tole, še to stisnem. Ne, umiriš se. No, pa imamo pogledati, kaj je danes za vas pomembno, da slišite, da ozavestite, glede na to, da polna luna zdaj le meče res potlačene zadeve ven. Na tistem področju, kjer ste še vedno ranjeni, ali pa smo najbolj ranjeni. Tisto, kar nam želi še vedno ozavestiti, kje je naša rana. No in včeraj v okviru tega mojega ženskega kroga smo se pogovarjali o očetovi rani. Se pravi, očetova rana. In zdaj pomislite, kaj vam je dal oče. In veste, smo se pogovarjali o tem, da kaj se zgodi, recimo sem jih vprašala, kaj se vam je zgodilo do 12. leta. En je oče umrl, drugo je zapustil, se je zgodila neka bolezen, ampak skupni imenovalec pri vseh je bil, in verjamem, da tudi pri vas, ki tole poslušate, da je povezano nekako, zanesem se lahko na sebe. Ne morem se nasloniti za druge. Na nek način sem sama v tem življenju in bom stisnila zobe in bom že. Če se vam to dogaja, pomeni, da je to vaša šola, da pač naredite korak naprej. Tisto, kar vas želim še povabiti, seveda, to je odprti krog, skupnost, se lahko pridružite kadarkoli. To so pač v ponedeljkih, bomo imeli vsak ponedeljek v živo, zato ker se mi zdi, da ta del, ki je v živo, je pomemben. Ne more biti ta tečaj ali pa ta skupnost vnaprej posneta, zaradi tega, ker v živo se dogajajo energije, v živo čutim, kaj je za počistiti, v živo delamo meditacijo in se tako razbremeni energijsko polje. Tudi zadnja delavnica, ki smo jo imeli za čiščenje čustvene prtljage, za lepši partnerski odnos, čisto vsi so po meditaciji za odpuščanje govorili, lahkotno se počutim, lahkotno, mirno, nekaj se je odluščilo, neka teža se je sprostila, tega ne potrebujem več. Ja, in tega ne potrebujete več. No in zdaj pogledajte, karte, ki so zdaj prišle. Veselim se vsakega dne, dovoljujem, da ustvarjalna energija napolni mojega duha. Radostna energija, ustvarjalna energija. In ta radostna energija ni povezana s tem, moram še to, nisem še to, moram. Ne. Radostna energija lahko gre skozi nas, skozi vse nas, takrat, ko nekaj delamo z radostjo. Recimo, kuham kosilo. Je tako, moram hitro skuhati, do takrat mora biti kosilo. Je samo moja naravnanost, glih tako bom skuhala, ker riž se kuha 15 minut, če se mi mudi, ali pa če se mi ne mudi. Krompir se kuha pol ure, oziroma če ga olupim 20 minut, če se mi mudi, ali pa če se mi ne mudi. V vsakem primeru rabi svoj čas. Nič ne moram na hitro. In takrat, ko moram na hitro, to energijo more zakuham v obrok. Zato je tako pomembno, da ko kuham, da si dam neko glasbo, da poslušam nekaj, kar mi dviga energijo, da enostavno ta lepa energija se zapakira v obrok. Ker poglejte, veste, da pač se veste, svet energije je močan. Če je nekdo škodoželen, zavisten do vas, če vi jeste to hrano, ki jo je skuhal, se lahko zgodi, sedite za mizo in ta človek, ko kuha, razmišlja o vas in tako vas ne mara. Vsi ostali bojo pojedali ta obrok in jim nič ne bo. Vi po takem obroku boste bruhali. Ker je energija zapakirana noter. To ne pomeni, da mi gremo zdaj druge ljudi spreminjati, ampak gre se za to, da včasih rečemo tudi kakšni stvari ne hvala, ali pa kakšnemu obroku ne hvala. Vem, zdaj pa razmišljate o družini, ravno tako, ne hvala. Ker gre se za to, da ohranjaš svojo energijo. In naslednja zadeva, vesolju moraš jasno povedati, kaj si želiš. Želja. V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti
hvaležnosti z lahkoto uresničujem svoje želje. Kaj si želiš? No, in to, kar si želiš, pomnoži. Vesolje, stvarstvo, Bog ti želi dati 10-krat več, 100-krat več. Ampak, zakaj ne dobimo tega, kar si želimo zdaj, ta trenutek? Veste zakaj? Ker pogosto se lahko zgodi, če ta trenutek dobim tisto, za kar še nisem pripravljena, se lahko zgodi, da s svojimi podzavestnimi programi bom jaz to uničila. Če me je strah, ne vem, a veste, koliko ljudi zdaj na tej delavnici, strah me je ljubezni. Lej, če te je strah ljubezni, ti lahko dobiš sanjskega moškega, sanjsko žensko, ta odnos slej ko prej uničimo zaradi tega, ker če imaš program, ne zaslužim si ljubezni, taram, ne zaslužiš si ljubezni, točno to dobiš. Zato delam take delavnice, zato delam taka predavanja, zato delam pač ta srečanja v ponedeljkih, zato ker verjamem, da vsak od nas, ko počisti svoje bolečine, svoje rane, ali pa tako kot včeraj recimo, pri 6 letih gospa je pristala v bolnici, razlitje slepiča se mi zdi, pač bolna je bila. In takrat kot mehna punčka si je dala za obljubo, zase bom že preživela. Ja, na tem svetu sem sama. 6 let je bila stara. In takrat je občutila samoto in bom že preživela. Ne? In če si predstavljate tega majčkenega otroka, ki je jokal sam v eni bolnišnični sobi in je občutil žalost, nemoč, prestrašenost, bolelo ga je zaradi operacije, nihče ni bil zraven njega. Kaj mislite, da naloži v podzavest? Pač tako, slej ko prej neha jokati. In ko neha jokati, enostavno tisto bom že preživela, sama sem. Ok, sama sem, bom že zmogla. In potem je tukaj zdravilna molitev dekodiranja in greste počistiti te strahove, te zaobljube in če ne znate, sami pač pridete na delavnico. In je to to. In potem vam bo življenje dalo obilje odnosov, obilje ljubezni, obilje prijateljev, takih, ta pravih. In tudi mogoče se boste bolj dobrodošli počutili v svoji primarni družini, ker vas mogoče še vedno vodi ta zaobljuba ali pa ta strah, sama sem, nemočna sem, nič se ne da spremeniti. Ja, si bila stara 2 leti, si bila stara 6 let, si bila nemočna. Ampak zdaj si odrasla, je čas, da spustiš. Sprememba, čas je za drugačne vibracije. Čas je, da začneš drugače razmišljati, drugače čutiti. Ustvarjaš nove vibracije. Vsa svetlobna bitja ti pomagajo narediti korak naprej. To je karta 86, da vidimo. Selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati. Bodi mirna. Vse se dogaja po Božjem načrtu. Zaupaj. Ko bo pravi čas, se bo selitev zgodila na harmoničen način. To zmoreš. To pomeni tudi mesto zaposlitve. Ko bo pravi čas, se bo vse zgodilo. Tvoje življenje prihaja vse, kar potrebuješ. Zdaj se pa gre za zaupanje. A ti zmoreš zaupati stvarstvo, da ti bo takrat, ko je pravi čas za tebe, prineslo to, kar je tebi namenjeno. A je še kdo? A mi še kdo lahko pomaga? Ja, vsi poznate, to je v knjigi Skrivnosti milijonarjevega uma, takoj na začetku piše zgodba. Človek pade čez prepad, visi na robu prepada in kriči, naj mi kdo pomaga, naj mi kdo pomaga, naj mi kdo pomaga. In se zasliši, tukaj Bog, spusti se, vse bo v redu. In on še bolj krčevito, naj mi kdo pomaga, naj mi kdo pomaga. In če ste ta trenutek tako v vašem življenju, naj mi kdo pomaga, mogoče je čas, da spustite vesla, mogoče je čas, da rečete, ok, stvarstvo, prinesi mi to, kar je zame namenjeno, v redu je, prepuščam se, zaupam, tako kot pomlad prihaja vsak dan pomalo, tako kot poje Magnifico, korak po korak, ne? Sicer tam pravi, si odšla, ampak korak po korak prihaja pomlad, korak po korak, vsak dan mal, pa pride majčkeno hladnejši,
pa toplejš. Pa vidiš mečka napredka, pa se ena rožica odpre, pa vidiš naslednjič, ko greš na sprehod, wow, zvončki so, naslednjič trobentice, naslednjič tulipani, korak po korak. In tako se dogaja, ko prihaja toplota v naše življenje, ko prihajajo spremembe, korak po korak se spreminjajo zadeve, ampak če smo mi vedno znova osredotočeni na mraz, jo je mraz, koliko je mraz, mene zebe, ta zima. Naprav se, če je zima, in opazuj pomlad. Ko grejo stvari. In če je zima, nadejem si smučka in smučaj. In če je zima, naredi kepo in se kepej. In če ti življenje da limone, narediš limonado. Vem, da je težje to narediti. Mislim, težje je to narediti, kot pa samo reči, da ne. Ker takrat, ko imamo tisto kupico limon ali pa mraza ali pa samo vse zapade, takrat je težko iti v radostno energijo. Ampak to nas življenje uči. Vsakega od nas posebej. Življenje nas uči. Vse je v redu, spusti. Vse je v redu, točno tako, kot je. Je to Božji načrt za mene, za mojo dušo in jaz potem bom radostno plesala. Dajmo pogledati naprej in odpusti. Komu? Kdo ti je naredil krivico? Kdo je ta, ki še vedno držiš stisnjene pesti, stisnjene zobe? Kdo je ta? Ko delamo meditacijo za odpuščanje, se nam prepeljejo različni ljudje pred oči. Za mnoge mislimo, da nimamo nobene zamere več. In ko gremo eno meditacijo narediti, pa drugo meditacijo za to odpuščanje, dejansko se nam pokažejo ljudje, s katerimi imamo zataknjeno energijo. Nekoč, davno nazaj se mi je sanjalo, da sem bila skupaj z mojim očetom v cerkvi. In bila je polna cerkev ljudi in potem je bilo obhajilo in oba dva greva k obhajilu in mene duhovnik zadrži tam pred oltarjem. In mi reče, me obrne proti ljudem in reče, poglej, to so ljudje, s katerimi boš v tem življenju predelala zataknjeno energijo. Polna cerkev ljudi, po večini jih nisem poznala. Seveda jih spoznavamo ne vse naenkrat. Najprej je naša primarna družina, potem pridejo drugi ljudje in tako plešemo ples življenja z namenom, da se v vsakem odnosu postavimo svojo ljubečo energijo, da poberemo svojo izgubljeno energijo nazaj, da rečemo hvala za izkušnjo, tega ne potrebujem več in z določenimi ljudmi z veseljem plešemo, z drugimi rečemo hvala za ples. To je to. To je to. In gre se za to, ko ne uživate več v plesu, ne pomeni, da morate trpeti v pošvedranih čevljih. To ne pomeni, da morate trpeti, ko imate užuljene noge. To pomeni, da če ne uživate več v plesu, se usedeš, daš dol čevlje, ki so že zdavnaj ponošeni, daš obližena žulje, če imaš pohojene prste, počakaš, da modrice zginejo in potem greš naprej. Tako je. Ali pa enkrat mi je en gospod rekel, veš, življenje je tako kot tenis. Rekel, veš, če ti nekdo kar naprej zabija žogice, ti lahko vzameš lopar pa rečeš, hvala za igro, ampak s tabo ni zabavno. Veš, da mi znova in znova zabija žogice, jaz s tabo ne igram več. V redu je. To je tvoja karmična lekcija. Ali pa igraš teniško igro in si vsakič znova, mu bom že pokazal, zabiješ nazaj žogico z jezo in na koncu poškoduješ sebe. Zakaj že? In rečeš, ta življenje, zakaj že? Kaj te učijo ljudje? Kaj te učijo odnosi? Odpuščanje mogoče. In molitev in meditacija. Tukaj boste najdali mir.
Moj duh je miren, povezana sem z izvorom. Moj duh je miren. To je moja odločitev. To ni nekaj, kar se samo od sebe dogaja. Zavedam se, da sem ženska in sem blagoslovljena. Karte prehodu novo dobo. Blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. Napolnjuje me božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. Mogoče ne bo to današnje sporočilo, tele polne lune. Postanite kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. In veste, tako kot je rekel sveti Frančišek, je rekel, tam, kjer je vojna, naj bo mir. Tam, kjer je prepir, naj prinašam mir in odpuščanje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno. Se pravi, prinašajte mir. In kje se začne mir? Ne pri vašem partnerju, pri vašem otroku, pri vašem šefu. Pri vas. Izbiram mir v tem trenutku. Se ustavim, zadiham. Si mogoče vzamem 6 minut in naredim eno meditacijo za čiščenje enega vzorca, se napolnim z novo energijo in grem naprej. Vam bom spodaj dala povezavo do meditacije in pa boste videli, kaj boste s tem naredili. Pač orodja so dosegljiva. Vse, kar želite, lahko naredite v svojem življenju z vašo odločitvijo, da res od sedaj naprej bo nekaj drugače. Pa ne zato, ker se bodo drugi spremenili, ampak zato, ker boste vi spremenili svojo vibracijo. Še eno tole bom, da vidim. Za tole dušico, ki je poslušala do konca tole sporočilo, da vidim. Sporočilo zate je, postala si ustvarjalka, to je to. To je tisto, kar vas učim, vedno znova. Postani ustvarjalka. In ko zaključujemo te meditacije, zdravilne molitev dekodiranja, na koncu daš roke v položaj blagoslova in si predstavljaš končni rezultat, ko je že vse to, kar si ti želiš. Vse to. Ker vesolje ti želi to dati. Samo, mogoče ti nimaš dovolj velike posode, da bi lahko to sprejela. Ne? Ker je tako naluknjena, tako stara, ne rabiš več tega, začni se umirjati. Prav. Tako da, lepo se imejte, pomlad koraka, korak po korak in delajte to isto vi, za sebe. Korak po korak. Vsak dan nekaj korakov v smeri, da se nekaj spremeni v vašem življenju. In ta nekaj ste vi, ne druga oseba. Tako da uživajte, vse dobro vam želim. In jaz spodaj dam povezave, tisto, kar potrebujete, oziroma če vas pokliče, dobrodošli, smo na liniji še, pač tudi na drugi strani in v mojih programih. No, lep dan!